Katarina. Dober dan, se slišimo? Če ne boste slišali, malo pomahajte, da bomo poskušali kaj urediti. Se sliši? Ne, ok. Je? Ok. Lepo pozdravljeni. Danes bomo, kot ste že videli, govorili o medgeneracijskem prenosu travm in seveda tudi kakšnih lepših stvari. Kar pomeni, da kadar govorimo o medgeneracijskem prenosu, govorimo ponovadi o več generacijah, vsaj 3. Ja? Slabo se sliši, mislim. Slabo se sliši? Ja, slabo se sliši. Pravijo, da se bolj zraven moram držati. Ok. Torej, kadar govorimo o medgeneracijskem prenosu, imamo v mislih vsaj 3 generacije. In danes smo se slučajno tukaj znašli 3 generacije sistemskih terapevtov. In bomo poskušali tudi malo skozi našo predstavitev predstaviti, kaj so naloge posamezne generacije, ker kadar živijo v enem obdobju 3 generacije, je ponavadi prva generacija tista, ki se lahko že malo začne umikati, počivati, ima pa zgodbe in je to generacija, ki ima največ nekega spomina, tudi modrosti, izkušenj seveda, tako da bo Miran danes predstavil na koncu to temo preko svoje zgodbe. Miran Možina je psihiater in psihoterapevt, direktor fakultete Sigmunda Freuda v Ljubljani. Druga generacija je ponavadi tista, ki je najbolj aktivna, ki je nekako na višku kariere, po eni strani podpira otroke, tretjo generacijo, ki odhaja v svet in že daje podporo prvi generaciji, kjer ta potrebuje. Tako da jaz sem danes tukaj predstavnica druge generacije in bom najprej malo spregovorila o tem, o čem sploh govorimo, ko govorimo o medgeneracijskem prenosu vzorcev. In potem imamo tretjo generacijo, to je pa tista, ki je na pragu življenja, pred njo so še vse priložnosti, izbira, raziskuje, kam se bo usmerila. In Liza bo danes predstavnica te generacije, ki nam bo predstavila, kako si lahko pomagamo odkrivati, kakšne vzorce nosimo in kako lahko tudi potem sami oblikujemo neko želeno prihodnost. Torej, ljudje smo odnosna bitja. Rodili smo se v odnos, odraščali smo v odnosih in to, kako živimo danes, govori o tem, kako smo odraščali. Ponavadi vsaj z 1, 2 generacijami, če smo imeli srečo s 3. Mi vsi 3 smo terapevti. In ljudje nam v terapijo prinašajo zgodbe o svojih družinah, tudi če ne govorijo o njih. Način, kako se vedejo, kako razmišljajo, kako čustvujejo, govori o tem, kakšne družinske zgodbe nosijo. To so večinoma zgodbe seveda v terapijah o nekih travmatskih izkušnjah, so pa tudi zgodbe o preživetju. Za začetek bi vam mogoče samo predstavila 2 kratki zgodbi iz moje terapije v prejšnjem tednu, da boste vedeli približno, o čem govorim. Ena klientka, mlajša ženska, ima zadnje tedne pogosto izrazito tesnoben občutek, kadar ni svojo 1 in pol staro hčerko, če je na primer v službi. In njen stavek je bil vedno nekaj zamujam. Strah jo je, da zamuja trenutke svojo hčerko in bo potem hči imela neke škodljive posledice. In sem jo vprašala, če je možno, da je imela njena mama kdaj podobne občutke, da nekaj zamuja. In potem je povedala, da je njena mama, ko je bila klientka stara 1 leto in pol, zbolela za pljučnico in bila za nekaj mesecev hospitalizirana in klientka ni mogla do nje. In njena hči je zdaj v teh istih letih, kot je bila ona sama takrat, in takrat je začela jokati, postala je zelo žalostna in je rekla, veš, mislim, da so to mamine solze, ker verjetno je tudi ona tako jokala, ko ni mogla objeti svoje hčerke. In lahko je še rekla potem čisto spontano, žal mi je zanjo, zdaj to lahko čutim, prej sem pa samo mislila blagor njej, saj si lahko zdaj vdahne od svojih otrok, klientka je imela še 3 starejše brate takrat, je rekla, mama ima mir svoj in je čisto v redu. In je tudi potem povedala, da zdaj lahko čuti mamino nemoč in krivdo in se je spomnila tudi, kako je mamo slišala večkrat reči, da je zamudila priložnost biti mama malim otrokom. Spravi, to je ena zgodba, kjer vidimo, kako lahko klientka danes nosi neke občutke, ki ne pašejo v te okoliščine, v katerih je ona zdaj. In druga zgodba je bila tudi ena študentka, ki ima strašen strah pred ustnim izpitom, grozen strah.
pravi, da je tako bilo vedno, tudi ko je bila v osnovni šoli ali pa v srednji, poklicana pred tablo in ni znala rešiti neke naloge, kar je normalno, ne, če se vadi. Je rekla, da jo je tak sram obliv, da je ona med odmorom obsedela v razredu, ni upala ven in njen stav, ki si ga je ponavljala, rekla, jaz si ne zaslužim biti med sošolci. Če bo malo počakala, par odmorov, bojo oni pozabili na mojo sramoto in potem se jim lahko spet pridružim. In potem sem jo spet vprašala, a se je moral kdo v njeni družini kdaj umikati. In se je spomnila na dve teti. Ena je zanosila z nekim poročenim moškim in druga teta se je zaljubila v enega tujca in obe teti je njena družina malo umaknila iz okolja toliko časa, da so pač rešili situacijo, kot so rekli, in da bi seveda vaščani pozabili. In še ena generacija nazaj je bil nek stric, ki je bil po krivici zaprt. Bil je politični zapornik in ko je prišel iz zapora, so ga za nekaj časa umaknili v tujino k enemu stricu duhovniku, da bi vaščani malo pozabili na to družinsko sramoto. Torej, tukaj lahko, iz teh zgodb lahko vidimo, kako se ljudje, potomci soočajo z neko dediščino ene travme, ki je sami niso doživeli, imajo pa jo, rečemo, utelešeno in nosijo v svojem telesu, v svojih občutkih. In družinska zgodba je vedno tudi naša zgodba, če to hočemo ali pa ne. Dostikrat je tako, da tudi rečemo, ne želim biti tako kot moj starš, bom delal točno obratno, ampak seveda še vedno nosimo to zgodbo, če se je ne zavedamo. In te zgodbe nam lahko pomagajo razumeti, kako je neka naša družinska zgodovina oblikovala življenja, odnose, odločitve, izbire naših staršev, naših starih staršev in te odločitve in izbire so seveda vplivajo tudi na to, kakšni smo mi danes in kako danes se vedemo in čustvujemo. Kaj sploh pomeni, ko rečem, da je neka travma ni predelana? To pomeni, da se neki delci spomina na eno travmatsko izkušnjo shranijo v nezavednem in potem, ko se zgodi neka okoliščina, ki vse malo spominja na tisto travmatski dogodek, nam privrejo na dan neki razdrobljeni drobci spominov, neurejeni ali pa neki telesni občutki ali pa neke besede, ki nas zelo spominjajo na to, kar se je takrat zgodilo. In seveda se mi takrat telesno odreagiramo, tako kot smo odreagirali takrat, ko se je travma zgodila. Včasih pa, ko so naši predniki doživeli neko travmo in o tem niso govorili ali so pa odrinili občutke na stran, pa se lahko zgodi, da te občutke potem nosijo njihovi potomci, otroci, vnuki in tako naprej. In se seveda otroci lahko odzivajo na neke okoliščine, tako kot bi se odzivali starši njihovi v travmi. Zakaj do tega pride? Ker ko doživimo neko hudo travmo ali pa trpimo zaradi ene hude krivice ali pa žalosti, so lahko ta občutja včasih premočna, da bi se z njimi soočali, da bi jih obvladali in jih seveda malo odrinemo. Želimo se, kar je čisto naravno človeško, bolečini izogniti. Seveda pa ta bolečina ne izgine, ampak se samo potuhne, dokler nekje drugje pride na dan. In da ta bolečina pride na dan, zato ni neke bližnjice, ni obvoza. Če se opiramo bolečini, samo podaljšujemo na nek način to, čemur se želimo izogniti. In bolečino seveda lahko predelamo samo tako, da gremo skozi njo in to pomeni tudi, zdaj v našem primeru, da gremo v družinske zgodbe, da se vrnemo k družini, ne nujno fizično, ampak vse s temi spomini in tudi vzpostavimo to ranljivost. Mogoče par besed o tem, kako se pravzaprav travma prenaša na potomce oziroma kako danes sploh lahko čutimo, da nosimo neke take travme ali pa travmatske občutke, ki mogoče niso naši. Običajno govorimo o par vrstah težav, lahko so to težave samopodobo ali pa z lastno identiteto, kadar so posledica tega, da se recimo pretirano identificiramo s statusom žrtve starša. Naš starš je nekaj hudega doživel in mi zelo čutimo to, kako je on žrtev. Ali pa kompenziramo neko čustveno praznino staršev, ali pa so starši do nas pretirano zahtevni, moramo dosegati zelo visoke standarde. Potem imamo lahko neke kognitivne težave, ne vem, ves čas pričakujemo neko katastrofo ali pa da se ponovijo neke travmatske okoliščine, ali pa smo prekopirani s smrtjo. Čustvene težave so lahko nek globok občutek tesnobe ali pa nočne more v preganjanju, ali pa neki nenehni občutki izgube, žalovanja, ali pa strah pred tem, da bomo nekaj izgubili. Ali pa se lahko kažejo kot težave v medosebnih odnosih, ne vem, recimo v družinah je družina pretirano soodvisna drug od drugega ali pa pretirano neodvisna. Ali pa imamo težave, ko vstopamo v intimne odnose ali pa ko se želimo separirati od družine, ločiti od družine.
Kako se pa prenašajo lahko te travme, obstaja nekaj mehanizmov. Ponavadi so vsi ti mehanizmi malo pomešani med sabo, ni samo eden tisti, ki se pojavi. Prej smo rekli, kadar se zgodi lahko nekomu nekaj hudega, potem to bolečino, strah, jezo, krivdo, karkoli čuti, malo drine, zato ker pač ljudje se lahko srečamo ali pa lahko operiramo samo s tistim, kar nam takrat pomaga preživeti. In seveda, kadar recimo naši starši, stari starši odrinejo neka čustva, ki jih ne morejo prenesti, to nezavedno prenesejo na potomce in v takih družinah potem izgleda tako, da otroci začnejo malo skrbeti za starše. Se pravi, postanejo kakor nadomestni starši. To se lahko zgodi na en čisto operativen način, da začnejo opravljati naloge, ki naj bi jih starši opravljali, se pravi, ne vem, začnejo skrbeti za sorojence, za gospodinjstvo, govorimo o pretiranem opravljanju teh nalog, ali pa nudijo staršem neko psihološko podporo, se pravi, da zelo skrbijo, da starši ne bojo nekaj težkega občutili ali pa jih skušajo skrbeti malo za njih in dajo čustveno podporo. In seveda otroci ponavadi niso dorasli psihološko takim nalogam in zato je ta naloga v bistvu obsojena na propad in ker otroci ne morejo zadostiti tem vlogam, se začnejo počutiti še krive, ker niso dovolj dobri starši s svojim staršem. Potem se lahko travme prenašajo tudi, kadar imamo neustrezno starševstvo v družini, se pravi, ko so starši ali pretirano zaščitniški od otrok ali pa pretirano kaznovalni. Lahko se prenašajo tudi travme prek neuravnotežene komunikacije, se pravi, da se v travmi govori preveč ali pa premalo. Torej, ravnanje z zgodbami je v družinah zelo različno. V nekaterih družinah pravijo otroci, mi smo vedno vedeli, kaj se je zgodilo našim staršem ali pa starim staršem. V nekaterih družinah sploh niso govorili o tem in otroci tudi niso upali spraševati. Potem so bile pa družine, ki so bile nekonsistentne. So imeli obdobja, ki so ogromno govorili in potem obdobja, ki niso hoteli nič povedati. In seveda, kasneje bomo videli, da to, da si delimo zgodbe, je proces zdravljenja travme. Po drugi strani pa vidimo tudi, kako lahko ravno to, da si na neprimeren način delimo družinske zgodbe, pa pomaga ohranjati ali pa ohranja travmo, ali pa celo povečuje. Še en način prenosa travme, ki je zadnje čase zelo razširjen, govorimo o epigenetiki, mogoče ste že slišali ta izraz, gre za biološki prenos travme, ko so znanstveniki ugotovili, da stres lahko povzroči spremembe v naši DNK. Se pravi, naprimer, da materina čustva, kot so strah, jeza, krivda ali pa tudi ljubezen, upanje, biokemično spremenijo izražanje genov njenih potomcev, brez da bi se spremenilo zaporedje DNK-ja. Recimo en kratek pogled v raziskavo, kako se stresni vzorci lahko prenašajo z nosečnic na otroke. Ko se je zgodil ta napad na svetovni trgovski center na Manhattanu 11. septembra, tiste ženske, ki so bile v bližini in so bile takrat v drugem ali pa tretjem 3-mesečju nosečnosti, so kasneje rodile otroke, ki so imeli zelo nizke ravni kortizola. Kortizol pa vemo, da je hormon, ki nam pomaga, da se lažje spoprijemamo s stresom, da uravnavamo čustva. In te otroci so bili tudi kasneje, so imeli zelo povečano stisko na običajna doživljanja. No, se pravi, da vidimo, kako te epigenetske spremembe v bistvu preplavljajo otroka, da se bo soočil s travmo, ki je doživel njegov starš, ne on sam. In podobno je tudi pri ostalih mehanizmih. Se pravi, mi se odzivamo na nekaj, kar nismo sami doživeli, ampak so doživeli to naši starši. Seveda, ko so naši starši nekaj hudega doživeli, so se pripravili, da ne bi se to še enkrat zgodilo in so na to pripravljali tudi z načinom vzgoje in vse to, kar smo prej povedali, tudi svoje otroke. Ampak otroci več ne živijo v tej travmi. In mnogi lahko to spoznajo šele potem, ko imajo svoje otroke ali pa so pač v bližini naslednje generacije in jih ta generacija postavi pred to, kaj vse je možno v življenju še imeti, ne samo teh travmatskih občutkov. En kratek primer bom povedala, to je primer, ko je ženska ob neki domači nalogi svoje hčerke ugotovila, koliko pravzaprav malo čustvenih stanj pozna zase v svojem življenju. Gre za odlomki iz dokumentarnega filma Rojena v Auschwitzu, mogoče ga kdo videl, se ga splaša, res je dober. To je bila ženska matere, ki se je rodila v taborišču in njena hči je prinesla iz šole neko shemo čustvenih stanj. In ona je takole rekla, ker je to shemo pogledala. Je rekla, jaz sem imela dovolj dober besedni zaklad. Vedela sem, kaj te besede pomenijo, a se nikoli nisem zavedala, da so to čustva. Poznala sem jezo, to je vse.
govorimo o ženski, ki je bila potomka tiste, ki je doživela travmo. Se pravi, poznala sem jezo. Srečo najbrž čutiš tik preden se zgodi nekaj slabega. Strah je nekaj, kar zadržiš zase, ker kaže šibkost. Upanje, ne. Se pravi, vidimo, koliko se je njen čustveni svet skrčil na 1-2 občutka. Torej, kako lahko začnemo s predelavo travme? Najprej se treba seveda zavedati izgube oziroma nekega manjka, ali je to manjko čustev ali nekega povezovanja v odnosih, in to se običajno začne preko pripovedi. Ko zgodba o neki travmatični izkušnji lahko dobi svoje mesto. Vemo to, kar smo prej rekli, da se ti traumatizirani posamezniki običajno gibljajo med skrajnostmi. Ali ves čas govorijo o svoji izkušnji, ali pa sploh ne govorijo in tudi ne razmišljajo, kakšen vpliv ima to lahko na poslušalca. Tako da je zelo pomembno, da je ta komunikacija uravnotežena. Se pravi, da se govori na način, da poslušalci lahko zdržijo, da vejo, kaj naj počnejo s tem, kar so slišali. Da je pripovedovanje konsistentno, da je primerno starosti in pa razvoju okoliščinam. Seveda pa, da bi razumeli lahko naše stare starše, je pa pomembno tudi, da si upamo in znamo spraševati in poslušati odgovore. In verjetno je najpogostejši strah poslušalcev to, da bomo odpirali stare rane, s tem, ko se bojo ljudje spominjali. Zanimiv odgovor na tole je bilo zaslediti v dokumentarcu Človek, ki je videl preveč, to je bil dokumentarc o Borisu Pahorju. En moški je takole rekel: bal sem se, da bom s spraševanjem odprl stare rane. Potem pa je neka ženska rekla, da ne bom odprl nobene rane, ker se pravzaprav nikoli niso zacelile. In s tem, ko poznamo zgodbe svoje družine z vsemi skrivnostmi in vzorci in sporočili, se šele lahko odločimo, a bomo tudi mi vzdrževali naprej te vloge, ki so se pripele na to zgodbo in prepričanja, ali bomo lahko izbrali tudi en način življenja, ki je bolj po naši meri. Vemo tudi, da obstaja veliko dobrih zgodb o navdihu, tako da za konec samo še malo bolj optimistično. Torej, zgodbe, ko pripadniki prve generacije niso samo preživeli, ampak so tudi po svojih nekih travmatičnih izkušnjah okrepili neke vidike življenja. Recimo so okrepili odpuščanje, so opustili zamere, zagrenjenost, bolj so se zavedali svoje moči, bolj so bili hvaležni za življenje, lažje so videli smisel življenja ali pa so imeli več sočutja do drugih ljudi. In vsi ti elementi, o katerih zdaj govorim, tvorijo en koncept, ki ga imenujemo potravmatska rast. In vsak travmatičen dogodek nam daje tudi priložnost za to rast. Se pravi, da je lahko travmatski dogodek ne samo nekaj, kar nas bo potrl in ustavil, ampak dejansko lahko postanemo, tako kot bi rekli, boljši človek. Se pa to ne zgodi samo po sebi. Da lahko po travmi dosežemo to rast, pomeni kar trdo garanje oziroma zavestno delo na novi realnosti. In tako nova realnost lahko postane neka obogatena sedanjost, v kateri imamo možnost, da polno zaživimo. In mogoče to, kako lahko polno zaživimo in kako bojo lahko naši otroci polno zaživeli, mogoče samo za konec, da je morda lahko naloga vsakega izmed nas, da se postavi eno vprašanje, in sicer, za katera življenjska vprašanja ali pa izzive si želim, da bi si jih postavljali moji otroci, ko bojo mojih let, in kaj lahko za to naredim ali pa moram narediti danes. Hvala. Hvala, Katarina. Katarina nas je zdaj popeljala v svet medgeneracijske travme. Jaz pa nas bom iz teorije popeljala v prakso. Ko pridemo v prakso, se vprašamo, kako sploh prepoznavati, da gre za medgeneracijsko travmo. In tukaj je Katarina že lepo ponazorila na primeru 2 klientk, v bistvu kako zelo pomembno vlogo igrajo besede. Neke takšne besede, ki se zelo velikokrat pojavljajo v življenjih, vsak izmed nas ima svoje. Mogoče ima nekdo v tistih fazah obupa, strahu, ko nekaj ne gre kot načrtovano, nikoli mi nič ne uspe, ali zakaj me vsi zapustijo, nisem dovolj dober. Vse te besede nas lahko zelo pomembno vodijo k sebi in seveda tudi zgodbam, ki se nahajajo v družini. Nosijo eno tako veliko sporočilnost. V tejle knjigi Podedovane družinske travme
je pravzaprav ogromno primerov. Ogromno primerov zgodb ljudi in hkrati tudi enega takega navdiha, da se da te stvari spreminjati. Lahko tudi ugotovimo, da neke besede zelo niso tako smiselne za naše življenje, so pa bile smiselne v preteklih generacijah, mogoče v starših, pri starih starših, ko so doživljali neke take težke zgodbe. Kot sistemska psihoterapevtka vedno na začetku novega procesa s klientom raziskujeva njegovo družino. To je na začetku lahko včasih kar težko, ko terapevtsko sobo napolnijo vse te osebe, vse zgodbe, občutki. Nekateri v svojih družinah vejo zelo veliko. Zdrdrajo letnice, poklice, zgodbe, opise. Potem pa se včasih najde kdo, ki pa se sprašuje, kako je bilo že tismu stricu ime, v bistvu niti ne vem, zakaj je umrl. In vse to so eni taki zelo pomembni podatki. In čeprav so neke zgodbe lahko že zelo zakopane pod leti in leti, ko je ta oseba že umrla, ampak delci teh njihovih zgodb pa dan danes še vedno živijo znotraj nas. In čeprav je zakopana pod tišino, se še vedno ohranjajo te življenjske izkušnje. Torej, na začetku terapije s klientom vedno narediva genogram. Genogram je pravzaprav eno takšno razširjeno družinsko drevo. Nanj spadajo faktografski podatki, kot so spol, starost, poklic, ampak nas pa poleg tega zelo zanimajo tudi lastnosti ljudi, kakšni so bili, njihovi odnosi. Hkrati pa je tudi zelo pomembno, ali so se mogoče v tej družini pojavljale kakšne odvisnosti, bolezni, ali so se zgodile mogoče kakšne katastrofe. Vsekakor pa nas zanimajo tudi zmage. Ali pa mogoče kaj takšnega, kar je pa imel nekdo zelo dobrega. Mogoče človek izhaja iz ene takšne dosti hladne družine, odtujenih staršev, ampak tam je bila pa recimo ena teta, ki je bila pa izjemno topla in srčna. In to so lahko vse ene take zelo velike moči, ki dajo neko upanje temu klientu za naprej. In ko začnemo spoznavati družinske zgodbe, tako kot sem omenila, na začetku ni vedno enostavno. Lahko pridejo neki težki občutki v telesu, a kot je že nekako nakazala Katarina, res je pomembno, da te zgodbe spoznavamo, da jih lahko začutimo, ampak iz ene nove perspektive, v enem varnem kontekstu, ob terapevtu, kjer te zgodbe nas ne preplavijo, ampak nam v bistvu te zgodbe ponujajo osvobajanje. V sistemski psihoterapiji poznamo model postavitve družine, kar je tudi nekako zelo priljubljena metoda, ampak seveda vsak ga izvaja na nek svoj način. Mi ga črpamo iz Virginije Satir. Ona je ogromno delala z družinami in pri svojem delu jo je pomembno vodilo načelo, da ima prav vsak posameznik znotraj sebe vse vere, da lahko premaga to trenutno krizo, v kateri je. Torej, ta izjemna sposobnost vsakega človeka, da lahko pride čez to krizo. Hkrati pa je tudi zelo poudarjala, da vsak del družinskega sistema vpliva na vsakega. Torej, vse v sistemu vpliva na vsakega in vsak vpliva naprej na ostale. Model rekonstrukcije družine, torej postavitve družine, prebudi te družinske vzorce iz preteklosti, da jih lahko mi začutimo v sedanjosti. Pomembno je, da gre tu za analogno metodo, kar pomeni, da ni toliko veliko govorjenja, koliko je pravzaprav čutenja. Torej doživimo, ne samo govorimo. Teh načinov je več. Opisala bom enega, ki se ga poslužujemo pri delu z našimi klienti, in sicer postavljamo kipe družine. To pomeni, da v prostor povabimo kolege terapevte, ki takrat zavzamejo vloge družinskih članov. To je ena taka zelo močna izkušnja.
klienti, s katerimi sem to naredila, opisujejo to kot res eno tako neverjetno izkušnjo in takrat svojo družino lahko doživijo skozi čisto drug pogled. In to jim ogromno da. Lahko tudi družino pogledajo od zunaj in mogoče začutijo tudi tiste družinske člane, ki pa so bili pozabljeni ali pa so bili mrtvi že prej in to jim lahko da veliko enega upanja za naprej. Ni pa vedno možno, da pripeljemo v našo terapevtsko sobo še ostale kolege, tako da se poslužujemo drugih metod, včasih družino postavljamo tudi z lutkami. In ravno tudi to je taka ena močna tehnika, s katero lahko ogromno začutimo. In skozi ta proces pravzaprav klient lahko začuti te disfunkcionalne vzorce, ki se v družini pojavljajo pravzaprav že generacije. Zelo pogosto ob tem ljudje tako jim odleže, lahko jih olajša ene krivde, da je to nekaj njihovega, da je to nekaj, kar se dogaja samo njim, ampak dejansko lahko vidijo to kot ene preproste posledice družinske zgodovine, ki jih nihče ni mogel obvladati. In tako v bistvu lahko na nek nov način začutimo družino, se povežemo z drugimi člani, hkrati pa tudi na drug način lahko začutimo sebe. Skozi proces posameznik začuti svojo moč in najpomembnejše je, da svoje življenje vzame v svoje roke. Da ni več samo tako vdan v usodo, kaj se mu dogaja, ampak da dejansko lahko aktivno dela in da lahko tudi te težke zgodbe preokvirja, se opolnomoči in krepi eno svojo pot za naprej. In še ena misel za konec, da pravzaprav s tem procesom, ko spoznavamo družinske zgodbe, svoje duhove in strahove spreminjamo iz nečesa, kar nas straši, v nekaj, kar je preprosto del naše zgodovine. In to nam tudi omogoča, da gremo lahko potem naprej. Meni so dali nalogo, da še malo pa iz lastne izkušnje kaj povem o svoji družini in kako sem raziskoval to prenašanje travm, kar je danes tema. Liza je omenila metodo rekonstrukcija družine, to sem večkrat doživel v Nemčiji, kjer sem prvič to metodo spoznal in pa kasneje tudi v Sloveniji, ko smo to prenesli v tudi našo sistemsko šolo. Seveda ni bil to edini način, s katerim sem spoznaval to svojo zgodovino, tudi v drugih terapijah, ki sem jih dal skozi, individualnih, partnerskih, družinskih, se je ta izkušnja počasi oblikovala v zgodbo oziroma v več zgodb. Zdaj v tej knjigi Marka Volina je drugi del te knjige, ima naslov Zemljevid jedrnega jezika. Tu avtor predlaga vsem, bodisi če se tega lotevamo sami ali pa ob strokovni pomoči, da se vprašamo, ali je tisto, kar nam v življenju mogoče dela težave, če je možno to v en stavek ali pa več kratkih stavkov povzeti. No, ko sem bral to knjigo, sem se seveda vprašal, kaj bi bil ta moj stavek. Morda boste presenečeni, da ni bil stavek ti si totalna zguba, ali pa iz tebe nič ne bo, ali pa ena mevža si, ali ne vem kaj, ampak je bil stavek, ki mi ga enkrat oče izrekel, ko sva se pogovarjala, kako da je v naši družini kar veliko težav in problemov. Jaz sem edinec drugače. In mi je rekel, veš, Miran, ti si se rodil v 8. letu najinega zakona, ko je bila že nekaj časa med nama kriza. In jaz sem upal, ker jaz nisem mogel osrečiti tvoje mame, da jo boš ti. To se pravi, to je moj jedrni stavek. Miran, ti boš osrečil svojo mamo. No,
kako sem potem prišel do tega, da je to zame zelo pomemben stavek, ker sem pravzaprav ugotovil, da neprestano skoraj vsak dan delam na tem, da bi recimo osrečeval, ker sem izbral poklic zdravnika, potem psihiatra, potem psihoterapeuta, ljudi, ki so žalostni, zagrenjeni, ki so zatavali v neke mrtve rokave in ne vejo naprej. Jaz jim bom prinesel luč, jaz jim bom spet vzbudil upanje, jaz jim bom mogoče celo srečo. To potem pa seveda v mojih bližnjih odnosih, predvsem če se spomnim študentskih let, pa potem iskanja te partnerske, s katero bi, kar sem si želel, imel družino, sem tudi neverjetno izbiral take zelo zamorjene, torej take, ki so se rade recimo oblačile v črno. In potem sem jim poskušal pač prinesti spet nekaj svetlobe in jih osrečiti. Seveda, vsi ti moji projekti so delno uspeli ali pa popolnoma propadli. In takrat, ko so propadali, sem se seveda začel spraševati, kaj je zdaj z mano, kako to, da mi ne rata. Toliko dobre volje, toliko neke pripravljenosti, motiviranosti, pa vendar se dogajajo ljubezenski brodolomi. No, v rekonstrukciji družine smo imeli nalogo, tudi v terapijah je tako, da zberemo čim več tega gradiva o svojih starših in pa vsaj še o starih starših, tega sem se potem tudi jaz lotil, fotografije, intervjuval mamo, intervjuval tudi očeta in strice, tete, našel neka pisma in tako naprej, ki so bila dostopna. In počasi sem je začela sestavljati, danes bom bolj očetovo linijo predstavil, ker ni veliko časa, da je moj ded bil zelo traumatiziran v prvi svetovni vojni. Da je bil skoraj ustreljen kot izdajalec, čeprav po krivici, ne bom šel v detajle, in da je potem ga to zelo zlomilo in je začel zbolevati, potem rak in depresija, ki ga je odnesla, ko je bil moj oče star 11 let. To je bilo leta 27. Zaprav, moj oče je bil rojen leta 16 med Prvo svetovno vojno na območju Vipavske, kjer veste, da so zelo hudi boji, da so bile to frontne črte v bližini, nekaj kilometrov stran. Torej, tisto, kar je zelo zarezalo v življenje mojega očeta, po vsej verjetnosti, je pa še ena stvar, da 7 dni, predno se je on rodil, je umrl njegov brat za meningitisom, ki je bil star takrat 10 let. To se pravi, lahko si predstavljamo, mama, oče izgubita sina in čez teden dni se rodi nov. Najbrž je bilo to veselje nad rojstvom 6. otroka, moj oče je bil najmlajši, skaljeno, milo rečeno. To se pravi, imamo to travmo, potem pa moj oče, ko ded umre, želi iti v šolo, da bi se pripravil, torej v srednjo šolo, da bi se pripravil na študij medicine. Že pri 11 letih ima zelo močno željo, da bi postal zdravnik. No in mama mu to željo ugodi, vendar mora iti iz družine stran v drugo državo, ker tam je potem Italija bila, po prvi svetovni vojni, in on je potem na skrivaj, so ga pretihotapili v Ljubljano, kjer je živel v zavodu, kjer so bile razmere precej trde. No in ko je doštudiral medicino, je potem, to je bilo 41. leta, marca, aprila, kot veste, v Beogradu je doštudiral medicino, najprej začel v Sloveniji, potem, ker ni bilo kliničnih predmetov, je moral v Beograd
Aprila so Nemci napadli Beograd, bombardirali Beograd. Tudi tisti študentski dom, kjer je on živel, je bil bombardiran. Tudi tista soba, kjer je on bil, je bila porušena, ampak k sreči, evo, je en mesec prej prišel nazaj v Slovenijo. Zdaj, potem je bilo vprašanje, kmalu se je povezal z tem gibanjem Osvobodilne fronte, ali tega mladega, še zelenega zdravnika bi ga sprejeli zdaj v partizane ali ne. No in nasvet je bil, daj ti še malo naberi izkušenj v bolnici, pa boš pol malo kasneje prišel, ko te bomo še bolj rabili. No in je res pol, ko je bila kapitulacija Italije, šel v partizane in lahko si predstavljamo, bil je na terenu, tam, kjer so bili ranjenci, jih je bilo treba oskrbovati v tisti akutni fazi in potem tiste, ki so preživeli, je bilo treba transportirati v te bolnice Pavla in Franja, ki so bile pač v gozdovih. Moj oče je bil v 9. korpusu v saniteti. Zdaj tisto, kar je Katarina rekla, da oče moj ni govoril praktično nič. Nič. Niti o svojem očetu, niti o svojem otroštvu, niti o izkušnjah druge svetovne vojne. Vse, kar sem zvedel od drugih ali pa iz nekih pisnih virov. Drugi zelo tak pomemben stavek, do katerega sem prišel, kasneje, tako mama in oče sta mi rekla, mi dva sva te hotela zaščititi pred hudimi rečmi v življenju. Zdaj za očeta si že mislim, da je veliko hudih reči doživel. Mami je bilo malo bolj naklonjeno življenje, da ni glih bila na prvih frontnih črtah, če tako rečem. No in seveda namen je bil dober, ampak rezultat je pa bil, da sem tipičen primer otroka, ki je posrkal to traumatiziranost, predvsem očetovo, brez besed. Molk je eden od najpogostejših in tudi nevarnih načinov prenašanja travme. En trenutek še, ki ga večkrat sem že podelil, ko sem bil že čez 30 let star, naenkrat, oče je bil že mrtev, me prebliskne misel, a sem jaz zdaj očeta videl jokati. In takoj zavrtim številko, čim prijem do telefona, takrat še ni bilo mobilnih telefonov, in vprašam mamo, mama, povej mi, nikoli te nisem vprašal naravnost, a si ti kdaj videla mojega očeta jokati? Bila sta poročena skoraj 40 let. Je rekla ne, tako je odgovorila ne, pravi, mogoče v vseh teh desetletjih sem ga videla, da je imel 4-krat orosene oči. Niti solza ni stekla po licu, niti zajokov ni. Aha. Zakaj sem jo takrat vprašal? Zato, ker sem bil spet sredi ene take ljubezenske krize, ženska, ki sem jo hotel osrečiti, se je zahvalila za moje usluge in je odšla. In spet sam, spet žalosten, jokam, neutolažljivo. Prav čakal sem, kdaj bom imel kakšno možnost, da sem kakšno uro sam, in potem sem ugotovil Chopin, Marš Funèbre. Tam, tam, ta, tam, ti, da, ri, raram. Tim, ta, da, ti, raram. In meni solze in jočem. In zelo je bilo zanimivo. Po eni strani je bilo težko, ampak po drugi strani je bilo pa super občutek. In jokam. No, to ni bil seveda edini primer take jokave faze v mojem življenju. Tako da sem se večkrat pa vprašal, ko sem bil tudi pri psihoterapevtih, kakšnih takih izrazitih travmatskih dogodkov, žal nekako nisva našla z nobenim terapevtom.
odkot pol toliko žalosti, kaj je zdaj ta žalost? No in sem potem prišel do tega pojma, ki ga ti nisi omenila, kumulativna travma, to je pa kup malih dogodkov, a ne kot kapljice, ki se nabirajo nekje potem, lahko tudi ko preko molka, lahko si predstavljam, a nekoliko solz je moj oče požrl in seveda moja mama ob njem, ker moja mama je pa potem kot še mal patriarhalno vzgojena, je imela občutek, zdaj, če oče ne joka, tudi ona ne sme zdaj, in čeprav je jokala, se je vedno umaknila. In jaz sem to kot otrok pol opazil, kot tihi dnevi, včasih tudi več dni. Potem je mama prišla nazaj, spet, ker je bila gospodinja, prišla nazaj, kuhala, pospravljala, ampak z pordelimi očmi. In če sem jo vprašal, mama, kaj pa je, kaj ti je? Nič. Vse je v redu. A ne, tudi če sem jaz kdaj mogoče zajokal kot otrok, je ona takoj priskočila, pa ne jokat. Tako da sem dobil močno prepoved na jok od očeta, neverbalno, mama pa celo z aktivnimi posegi. No, tudi oče, ko je umrl dedek, ki sem ga imel zelo rad od mame na pogrebu, pa sem jokal, je takoj prišel k meni. No, Miran, ne bomo zdaj tukaj jokali, ne. Še na pogrebu ne. Tako da to so te bile prepovedi na žalost in nekako sem sestavil to, da sem zelo veliko jokal namesto očeta. Kam sem zdaj prišel po vseh teh letih z vsemi temi izkušnjami terapevtskimi, življenjskimi? Bi se pridružil temu malo bolj spodbudnemu zaključku tvojemu, Liza, ne, da zdaj te stvari imajo dve plati. To, da sem poskušal in še poskušam osrečevati ljudi, s tem ni nič narobe. In včasih mi kar rata. Tisto, kar sem se pa navadil, pa je, da tudi recimo v svojih odnosih, kadar pride do nekega razočaranja, kjer prepoznam, da moj delež odgovornosti za to razočaranje je mogoče 50%, mogoče tudi malo več, včasih malo manj, da ne prevzemam pa zdaj odgovornosti za to, da bo drugi srečen v celoti. Jaz sem nekaj naredil, rečem, jaz sem naredil vse, kar je v mojih močeh in to res poskušam v življenju izpolnjevati, naredim, kar je v mojih močeh. Ampak ne moram pa čudežev narediti, ne moram osrečiti svoje žene, ne moram osrečiti svoje partnerke, ne moram osrečiti svojih otrok. In seveda je to zahteven trenutek, ko moj sin, recimo, ki je zdaj star 32 let, pride k meni nekako potrt zaradi svojih življenjskih porazov, delovnih, ljubezenskih, a ne bi vse naredil, da bi bil, pa ne biti tako, sej bo še vse v redu. Ampak takrat se ugriznem za jezik in se rečem, ne bom tak kot moja mama. In obsedim in mu odprem prostor, da ima čas za svoje solze, včasih še jaz kakšno ob njem spustim, potem se objameva, brez da mi bo dal kakšen pameten nasvet. Čeprav seveda kot strokovnjak tudi se mi takoj nabere kakšnih 10 idej, kaj bi mu bilo dobro reči. Ampak ne. In vidim, da je to dovolj, da sem lahko čustveno odprt ob nekom, ki je žalosten ali pa še drugače, v težkih občutkih, ta prostor odpreti. Kaj se potem še da povedati, kakšne zgodbe se da povedati, predvsem zgodbe so mogoče dosti boljše kot nasveti. Potem mu rečem, veš, ja, to me spominja tudi na to, kako sem sam doživel. In seveda, ker sem zdaj jaz njega poslušal, potem tudi on meni posluša in mi reče, oči, sem za njega oči ali pa očak, hvala ti za to. In sliši nekaj, kar potem je družinske zgodbe, ampak so drugače, v dobrem trenutku posredovane in ga opolnomočajo in mu dajo upanje in zaupanje.
to Meronovo mislijo zaključujemo današnje druženje. Hvala vsem za vašo pozornost in upamo, da delček upanja in zaupanja vzamete s seboj tudi vi. Pa seveda vam priporočamo branje te knjige, ki ima ogromno enih takšnih uporabnih zgodb, kjer lahko, sem prepričana, vsak dobi nekaj zase.